Živa. Danes si bomo pogledali, kako lahko postanemo bolj točni. Če pevec zafuša, to je grozno, vsi pevci, ki zafušamo, se počutimo, kot da smo čisto nič. In zgodi se vsem pevcem, da včasih ne pojemo pravega tona in da stvari zvenijo mimo. Zato pa obstajajo vaje, da postanemo bolj natančni in bolj točni in da naša vokalna melodija res postane prava. Najprej je pomembno, da pesem, ki se jo lotite, zares dobro poznate. Da zares dobro poznamo, kakšna je vokalna melodija, ker kaj pevci naredimo, mi poslušamo nekega izvajalca, slišimo melodijo in potem gremo to pesem kar izvajati, kar tako malo na srečo, ne vemo čisto točno, kako čisto zares gre in zaradi tega potem na našem posnetku, na posnetku našega vokala vidimo, da je šlo kaj mimo. Zato, preden se lotite kakšne pesmi, najprej si jo res dobro poglejte. Če imate možnost, si vokalno melodijo zaigrajte kar na kakšen inštrument, da res vidite razdalje med toni, ki so v tej melodiji. No, potem pa druga stvar. Še vedno potem, ko poznamo kakšno melodijo, se nam zgodi, da smo včasih malo mimo. Zato pa obstaja ena taka vaja in preden gremo na to vajo, je dobro razumeti, kako naše telo deluje. Naše telo deluje takole. V možganih nastane impuls, mi se nekaj odločimo, nekaj bom naredil, impuls in ta impuls gre po živcih v mišice in potem naše telo to dejanje izvede. Recimo, če se odločim, jaz se v glavi odločim, bom prijela tale flomaster, se odločim, po živcih gre impuls v mišice moje roke, mišice se skrčijo, ene se raztegnejo, ene skrčijo, primem flomaster. Ko jaz enkrat primem flomaster, je že prepozno, da bi se odločila, da ga ne bom prijela. Lahko poteče samo spet nov ukaz, spusti flomaster in spet to gre v mišice, neke mišice se raztegnejo, neke sprostijo, neke skrčijo in spustim flomaster. Pri petju je enako. Naši možgani si zamislijo, kaj moramo narediti in potem impulzi tečejo v mišice, v tele čeljustne, v lične, v ustnice, v jezik in v glasilke in proizvedemo ton. Ko pridemo do melodije, je zelo pomembno, da na melodijo mislimo naprej. Ker če mislimo v tistem trenutku, ko melodijo že pojemo, je že prepozno. Enako kot flomaster je že prepozno, da se odločim, da ga ne bom prijela. Enako je pri tonih. Ko sem že enkrat na napačnem tonu, je prepozno, da bi se premislila in pravi ton zapela. Zato je pomembno, da na melodijo mislimo naprej. Pomislimo na melodijo, na pravo melodijo, ki jo imamo v glavi, ki smo jo naštudirali in potem samo pustimo, da naše telo to melodijo zapoje in zelo pogosto je potem melodija prava. Torej, vaja izgleda takole. Med vdihom vedno pomislimo na hitro, pomislimo na celotno frazo, ki jo bomo zapeli, na celotno melodijo in jo zapojemo. Pustimo svoje telo, da to melodijo zapoje. In potem zopet med vdihom pomislimo na naslednjo frazo in jo spet naše telo odpoje. Torej, vedno mislimo na melodijo vnaprej. Nikoli v tistem trenutku, ko pesem izvajamo. Tako da ta vaja res pomaga pevcem, še posebej tistim, ki imajo probleme s točnostjo, na tistih delčkih, kjer vam ne gre, kjer ste slišali, da ste na posnetku mimo, preden zapojete ta delček med vdihom, pomislite na tisti pravi ton in skoraj sigurno bo vaše telo zapelo pravi ton. To je bilo za danes vse. Upam, da vam ta vaja kaj pomaga, da boste bolj zadovoljni s svojim glasom in svojimi posnetki. Lepo se majte in se vidimo. Čau!